Torej, spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljam direktorico cestnega podjetja Maribor, ki se nam je pridružila danes z namenom, da podpišemo gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste med Novim Tepanjem in pa naseljem Pobrež. Ta cesta, sam bi jo verjetno dovolj dobro poznate, je vsaj v tistem delu, kjer je trasa speljana preko gozda, v zares obupnem stanju. Po drugi strani je pa ta resnica, da občina Oplotnica iz smeri Oplotnice proti Novemu Tepanju že tretje leto po etapah obnavlja to lokalno cesto. Jaz sem bil do tega trenutka, ko sem prišel na občino v Slovenske Konjice, prepričan, da gre za regionalno cesto oziroma za državno cesto, kajti povezuje pravzaprav dve regiji, vendar smo kljub poskusom, da bi to cesto umestili v državni program, ostali pri tem rezultatu, da se moramo sami pobrigati kot lokalna skupnost, da bo ta cesta nekako ustrezala današnjim pojmom o cesti, kakšna bi morala biti. Tokrat nadaljuje pravzaprav isti izvajalec, cestno podjetje Maribor, ki je izvajalec tudi na oplotniškem delu. Cestno podjetje Maribor je bilo izbrano izmed 11 ponudnikov na razpisu za gradnjo 951 metrov te lokalne ceste, ki leži v občini Slovenske Konjice, in sicer je pogodbena vrednost nekaj več kot 208 tisoč evrov, ker gre tudi istočasno za razširitev te ceste, ne samo za tisto klasično preplastitev. In po pogodbi je predvideno, da bodo dela končana najkasneje do 15. novembra letošnjega leta. Jaz sem prepričan, da bo glede na dejstvo, da je izvajalec isti, tokrat se ponovil zelo redek primer, ko izvajalec gradbenih del prične z asfaltiranjem v eni občini in zaključi v drugi. In verjamem, da bomo tudi, tako kot smo se del lotili skupaj, tudi otvoritev pripravili skupaj, kajti ta cesta je pomembna tako za prebivalce občine Slovenske Konjice, še bolj pa za prebivalce občine Oplotnica, kajti to je njihova najbližja povezava do regionalne ceste Maribor-Celje in hkrati tudi do avtoceste. V bližnji bodočnosti pa verjamem, da bo ta cesta služila tudi za povezavo med avtocesto in pa spodnjo postajo smučišča na Jurgovem, torej ima hkrati tudi pomen za razvoj turizma v naših krajih. Jaz sem na kratko predstavil zadevo, predlagam, da še gospa direktorica doda kakšen stavek k temu. Jaz sem zelo kratka. Najprej bi mogoče čestitala gospodu županu občinski upravi, da boste zopet izpeljali en projekt, ki povezuje ljudi in pa hkrati, ki daje večjo varnost vsem, ki se vozimo po cestah. Cestno podjetje Maribor zelo rado sodeluje na takšnih projektih in kot smo že tukaj slišali od gospoda župana, je to nadaljevanje ceste, ki smo že sami predhodno rekonstruirali na območju občine Oplotnica. Tako da upam, da ne bo nikakršnih zapletov in da nas zima ne bo slučajno prehitela. To je bilo z moje strani vse. Hvala, župan. Prav, hvala lepa. Da nas zima res ne bi slučajno prehitela, predlagam, da se kar lotimo dela in prvi korak je prav gotovo pogodba. Pomembna za obe občine, tako Oplotniško kot Konjiško, še nekoliko bolj pa cesta, kot ste omenili, za Oplotničane še veliko pomembna kot pa Konjičke. Ja, res je, da v bistvu teh 950-951 metrov lokalne ceste med Oplotnico oziroma Pobrežem in Novim Tepanjem predstavlja ozko grlo pri posodobitvi te ceste, ki jo izvaja občina Oplotnica že nekaj let. In zato smo nekako skupaj se odločili, da zadnjo etapo
opravimo v eni potezi, kot temu radi rečemo, in tako smo danes z izvajalcem gradbenih del podpisali pogodbo v višini dobrih 208 tisoč evrov, ki pomeni obvezo izvajalca del, da bo v roku najkasneje do 15. novembra letošnjega leta izvedel širitev obstoječe ceste in pa seveda tudi celovito preplastitev vse do mostu pri regionalni cesti, ki pa že sodi v naslednji projekt, to je projekt razširitve križišča na regionalni cesti v smeri proti Oplotnici. To pa je seveda naloga, ki jo imamo, da jo rešimo z Družbo Republike Slovenije za ceste. Konjičane, Plotničane povezuje še pa tudi ena cesta, ki je tudi v slabem stanju, v bistvu preko Barbare. Kako daleč je to? Ta cesta pa ni v naši pristojnosti, ampak je že nekaj časa tiščimo v plan Družbe Republike Slovenije za ceste, da bi jo temeljito rekonstruirali. Kakor kažejo sedanji podatki, bo cesta deležna temeljite obnove šele tam nekje v letu 2011-2012. V bistvu ta del ceste, ki ste danes podpisali pogodbo, je le nadaljevanje dela, ki ga že upravljate v bistvu na oplotniški strani. V bistvu nekaj ste že tam naredili, nekaj še delate, mislim, da. Kakšne so v bistvu izkušnje na tej cesti, pa koliko je vsega skupaj v bistvu, če imate mogoče podatek? Ja, to pogodbo, ki smo jo danes podpisali, je slab kilometer nadaljevanje z oplotniške smeri. Jaz mislim, da bomo dela opravljali nemoteno, vkolikor nas ne bo slučajno prihitela zima. Vem, da bi po tej priliki rekla, da cestno podjetje Maribor zelo rado sodeluje pri projektih, ki pomenijo zbliževanje ljudi in hkrati povečujejo varnost na cesti. Mogoče sem to, koliko je že v bistvu na oplotniški cesti, mislim na oplotniški strani narejenega? Na oplotniški strani je se že bila dela zdaj bolj ali manj zaključena, točno kilometru pa zelo težko vam reči, bi mogla preveriti.